Lep pozdrav, vsi zbrani, dobrodošli na gledališkem večeru kulturnega tedna Kluba študentov Dolenjske doline. Danes si boste lahko ogledali komedijo Čaj za dve, ki je povezala skupino študentov, ki so hkrati tudi skavti. Hvala. Ja, v tretjem bloku umira gospa Bračko. Tako mi je. Prejšnji teden je rekel zdravnik, kvečemo 12 ur, vendar, veste, potem bi v vaš prvi blok preselili gospo Bračko, kmetico iz Komarja. Vendar so jo bolnici so jo operirali sivo mreno in ne more biti več na kmetiji. Ja, kaj? Pa otrok pa nima? Ima, vendar noče biti več pri njih. Če bi jo vi mogoče vzeli v svojo sobo za dan, dva. Dokler ne umre tista Bračkova iz tretjega bloka, ne? Ja, jaz nisem kriva, veste, premajhne kapacitete, 500 prosilcev čaka in vem, ne bi smela obljubiti, ampak sem mislila, da... Zdaj priznate, da je to čakalnica na smrt, da vsi čakate, da bomo pomrla? Pozdravljeni. Danes so z nami člani gledališke skupine, ki je navdušila publiko z igro Čaj za dva. Kakšni so vaši občutki po odigranji predstavi? So zadovoljni s svojo igro? Ja, moram reči, da smo kar zadovoljni, no. Glede na to, da smo tretjič igrali, nam je še zdaj od vseh treh pač iger še najbolj ratalo, no, tak, mislim. Ja, jaz sem zadovoljna. Mislim, ja, po vsaki predstavi je fajn biti zadovoljen, tako da nimam manj kritiko, ampak je dosti pozitivna, tako tudi negativna. Da bi tista ženska v komici čim prej umrla, da bo mir. Naj ostane, naj ne komandira. Je že ne nakomandiran. A mogoče jaz? Ja, vi norite po noči z Marjelo, pa da vodate Boga ljudi. Jaz po noči igram, ker sem igralka. Že od nekdaj. Ko imam jaz lahko pravico, da spim, niti minute neče več tu ostati. Dajte me kam drug, ko nimate nobene kmetovice take, ko sem jaz. Sem že povedala, da so naše kapacitete presežene. Skupaj na odrskih deskah nastopate že približno 1 leto. Kako pa se je pravzaprav vse skupaj začelo? Odkot ta ideja o gledališki igri? Ja, začelo se je tako, da smo v bistvu potrebovali kot neko igro pred skavtskim plesom, ker smo že prej povedali, da smo vsi, večina nas je skavtov in smo potrebovali neko zabavo in smo se odločili za del iz te predstave in potem smo kasneje, čez približno pol leta zopet se odločili, da bomo pa celo uprizorili in od takrat naprej je pol to, kar smo danes videli. V bistvu je to bil del programa na skavtskem plesu, ko mi prirejamo skavtski ples vsako leto, ne, za starše, pač za simpatizerje skavtov in pa za nas, pač starejše skavte, ne. In smo pač iskali, s čim bi se predstavili in smo pač to igro našli. Star komunist in povojni udarnik, prvak v slalomu. Povedi, vajte, bom tudi prišla, ko bom imela kak greh. Gospa, vsak ima kak greh, ali v mislih, ali v dejanjih. Ja, se vajem, si jaz ga imam tudi, bojala sem. Gospa, tak pa govorite. Se ni tako hudo, sem misli tudi to, staro pedanco tudi zraven. No, vidite, vsak ima kak greh, do takrat pa kar tako lepo s pesmijo služite Bogu. Pa tudi Marija Devica bo vesela. Hvaljen bodi Jezus. Danes ste odigrali vlogo 80-letne aristokratke v domu za upokojence. Ali se je bilo težko vživeti vlogo? Ne, niso bilo težko vživeti vlogo. Bolj se je bilo težko vživeti 80 leta te ženske. Ampak glede na to, da sem igrala neko dosti moderno starko, tudi to ni bil tako velik problem. Kaj pa vam, vi ste odigrali vlogo zelo ostarele kmetice, vam je vloga povzročala kaj preglavic? Ne bi rekla, no. Mislim, vedno bolj sem spoznavala od načina življenja do vsega, ker sem se hotela ne poistovetiti, ampak čim bolj vživeti v njo in v njo samo, v njen način razmišljanja.
In bolj sem se pogovarjala s temi starejšimi, več so mi povedali in pol tudi danes mislim, da je bil višek vsega, ker sem lahko so znanje, ki sem ga dobila, uprizorila. Zdaj, se pomarati. Malo pomeni za dušo. Pomeni očeta in sina in svetega duha. Amen. Oče naš, kateri si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo. Daj mi svojo lastno sobo, da me ne bo tudi ta stara coparnica zabavala. Sveta Marija. Imate za svojo skupino že ustvarjeno kakšno vizijo, kakšne načrte za prihodnost? No, tako, če sem iskren, se v bistvu o tem še nismo nič kaj pogovarjali. Zdaj, če bomo kaj igrali naprej, bo to verjetno spontano prišlo, no. Za kako priložnost, pa to nismo pa dramska skupina. Si mogoče kdo od vas želi v bodočnosti postati profesionalni igralec? Bomo času dali čas. Najlepša hvala za vaše odgovore in želim vam veliko uspehov v prihodnosti. Zdaj pa na oder vabim še Brains of cele predstave, Nastjo Hrovat. No, ja, hvala, no, da ste prišli na ta večer. Upam, no, da ste se imeli fajn, da vam je bilo fajn. Pa res hvala, no, pa tudi našim igralcem tudi hvala, no.